Ja, vsak prebivalec Slovenije v enem letu ustvari približno pol tone odpadkov. Si predstavljate, koliko je to? No, veliko teh odpadkov je še kako uporabnih in tega se zavedajo tudi na Biotehniški šoli Maribor. Zato lep pozdrav Mihaeli Roškarič in pa Simarju Gračnarju. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Kot rečeno, se zelo zavedate, da na smetiščih konča in v naših smetnjakih vse preveč smetim. Tudi zaradi tega ste se lotili zanimivega projekta, ki ga boste danes predstavili na Trgu svobode v Mariboru in nosi naslov Odpadki so lahko uporabni. Pa mi rečete, za sam začetek je težko dijakom vcepiti v glavo, da naj bodo preudarni potrošniki že s tem, ko gredo v trgovino in razmislijo o tem, koliko bo končnih odpadkov, ki bodo proizvedeni skozi naše življenje. Ja, moram reči, da skozi šolanje ugotavljamo, da v vrtcih, v osnovnih šolah dobro vejo, kaj morajo narediti. V srednji šoli, kot kaže, to kriva tudi moja puberteta, se zgubi ta občutek za ločevanje odpadkov, kaj lahko naredimo z odpadki. Tudi ko grejo v trgovino, v bistvu iščejo samo svoj izdelek, najljubši izdelek. Po mojem pa niti ne pomislijo, da bi lahko pa recimo iz plastenke naredili še neko uporabno stvar, ne da jo takoj, ko spijemo, vržemo v kontejner. Tako imam občutek, da srednja šola je nekako krizni čas za to mladino. Kasneje, ko v bistvu smo bolj samostojni, se pa v bistvu spet začnemo zavedati tega pomena ločevanja, potem uporabe izdelkov. Tako da naš cilj mora biti, da v bistvu od mladega do starejših ljudi osveščamo, predvsem pa to mladino v času pubertete. Mihaela, pa je resnično, ste takšni recimo padski dijaki, da malo pozabite, kaj ste se naučili prej, da gre vse mimo vas, če se že v šoli držite potem doma, ne? Ja, pa se tudi mislim, doma se trudimo, da bi potem ločevali, ampak včasih nam enostavno ni dovolj mar, da bi potem tako tudi naredili. V šoli pa se pač trudimo, ker nas tudi profesorji nadzorujejo, tako da je malo bolj strogo. Zakaj pa menite, mladi, da je vendarle tako nekje v ozadju pa pomembno preudarno ravnanje z odpadki? Konec koncev je to svet, v katerem boste vi živeli. Ja, se zato pa bi ga morali pač ohraniti čistega, ne? Zato pa je pomembno, da ločujemo, pa da tudi prihranimo primarne vire, da pač recikliramo in tako ohranjamo naravo. Sabo ste prinesli tudi nekaj izdelkov, naprimer iz starih džins hlač torbica, ta je zanimiva, peresnice, ptičje hranilnice, kaj vse se da narediti iz stvari, ki bi drugače končala na smetišču, je prav zanimivo. Kaj vse boste predstavili danes, kot rečeno med 8 in 15 uro na Trgu svobode v Mariboru, bo možno tudi narediti kaj takšnega iz recimo stvari, ki bi drugače končale na smetišču? Seveda, v bistvu mi bomo naredili kot neka, bom rekel, učna pot v odpadkih. Najprej kot neka prva postaja ločevanja odpadkov, bojo predstavljali podjetje Snaga, kako lahko ločujemo odpadke. Potem bomo nadaljevali z tem, kako lahko iz tetrapakov izdelamo recimo toaletni papir, WC papir, te brisačke, celo robčke, ki jih lahko potem za vsakodnevno uporabo. Recimo tukaj so dijaki izdelali eno čisto priročno peresnico, denarnico, ki je v bistvu nič posebnega, samo recimo za kovance, pa je malo retro zgleda, pa zanimiva. Predstavili bomo tudi, kaj lahko naredimo z starih oblačil, obutve. Tako da bo lahko ljudje videli, recimo iz kavbojk lahko izdelamo peresnice, recimo iz starih oblačil tudi za telefon si sami naredimo to oblekico. Recimo uporabimo staro denarnico, oblečemo v novo preobleko. Čas piknikov se približuje, lahko še naredimo ptičjo hranilnico iz 2 krožničkov in plastenke. Pa se mladih prime, jim je interesantno, naprimer, početi nekaj takšnega. Konec koncev so zanimivi izdelki in verjetno ravno na takšen način, recimo, je mnogo lažje spraviti nekaj v glavo, kot pa le sedeti v učilnici pa samo teorijo osvajati. Ja. Se vas prime? Ja, nekaj se nas. Je naprimer ena takšna stvar vzpodbuda, da nekaj takšnega izdelaš pa pokažeš. Se zdi tudi vašim sovrstnikom na šoli zanimivo? Nekaterim se zdi, nekaterim sicer ni mar, ampak večini pa se zdi to zanimivo, da bi lahko nekaj naredili iz odpadkov. Kdo je vabljen danes na Trg svobode v Mariboru? V bistvu vabimo vse od vrtcev, torej od najmanjših do najstarejših, torej upokojencev. Vsaki bo imel čas, naj pride na Trg svobode med 8 in 15 uro, se ustavi, mi bomo z veseljem pokazali vse te postaje naše, tudi lahko bo izdelali v naših delavnicah ali svojo svečko iz recikliranega voska, ali bojo pogledali si, kako se naredi peresnica, lahko bojo izdelovali različne okraske, recimo za novoletne jelke iz zamaškov.
Mogoče bi še posebej tu poudaril, možno bo okrog 10. do pol 11. ure bomo začeli tudi z dobrodelnim mozaikom, izdelavo dobrodelnega mozaika, v bistvu za fantka Nika iz Maribora, za katerega se zdaj v tem koncu Maribora zbira in seveda tudi širše po Sloveniji zamaški. Tako da res vabljeni, mi bi radi res ljudem pokazali, da odpadki niso odpadki, ampak so uporabne stvari in če jih mi pravilno že na izvoru ločimo, lahko naredimo marsikaj. Uvodoma sem rekel, da povprečen prebivalec Slovenije letno ustvari skoraj da pol tone, če smo natančni, tam 411 kg. Ste kdaj izračunali, koliko bi s preudarnim ravnanjem lahko končalo končno na smetišču manj kot 411 kg? Po mojem, vsaj nekje 70% sigurno, ker če vzamemo od teh blizu 500 kg, je že nekje 120 kg samo embalaže. Recimo embalažo, mi zdaj uporabljamo plastenke, lahko bi recimo uporabljali steklenice. Mi vodo kupujemo v plastenkah, vedno več poslušamo, da so plastenke v bistvu škodljivo vplivajo na kvaliteto vode. Tam imamo tudi včasih po več tednov, mesecev celo vodo stekleničeno v plastenkah, lahko bi pa uporabljali steklenice, ki so tudi v bistvu 100% reciklirane, se dajo reciklirati. Medtem ko plastika določena se sploh ne da reciklirati. Naj bo to navodilo za razmislek, kot rečeno, vabljeni danes od 8. do 15. na Trg Svobode v Mariboru. Hvala lepa in uspešno pri tem prizadevanju še naprej.